Živijo tukaj Valentin, ura je 9. Danes bom govoril o doseganju osebne svobode. Že sama predpostavka, da želimo dosegati osebno svobodo, temelji na predpostavki, da smo v neki obliki suženjstva. S čim smo torej zasužnjeni in kako lahko se teh suženjstev osvobodimo. Pri doseganju osebne svobode gre predvsem za osebno preobrazbo, osvobajanja od nekih notranjih psiholoških miselnih osvoboditev. Kajti v osnovi smo zasužnjeni z našimi podzavestnimi miselnimi vzorci in čustvenimi reakcijami. Lahko, da smo v nekem pravnem smislu svobodni, torej da smo svobodno bitje, ki živi v svobodni demokratični državi, opravljamo neko službo, imamo svojo družino. Toda skozi dan, ko se srečujemo z drugimi ljudmi, ko opazujemo stvari okoli nas, se v nas sprožajo hipne, podzavestne reakcije. V našem umu se pojavljajo misli, glasovi v glavi, ki nam nekaj sporočajo, ki nam speljejo pozornost od tega, kar je tukaj. In tudi razne čustvene reakcije se nam pojavijo, ko nekaj vidimo, ko nekaj slišimo, ko nekaj nekdo naredi. In večina ljudi te stvari jemlje kot nekaj normalnega, se niti ne sprašuje, od kod to prihaja, ker tisto, kar dojemamo, kar opazimo v naši notranjosti, v našem umu, v našem fizičnem telesu, si rečemo, da pač to je del nas, taki pač smo. In da je to nekaj naravnega, da je to nekaj, čemur lahko rečemo intuicija, in o tem se običajno ne sprašujemo. Toda, če se nekaj pojavi iznenada, brez naše zavedne odločitve, je to znak, da je to avtomatična reakcija, ki je sprogramirana. Da imamo v sebi program, ki se sproži, ko se nekaj zgodi, torej program ima določeno funkcijo sprožitve, aktivacije, torej ko se zgodi to, potem se zgodi to. Eno je povezano z drugim, je kot neko stikalo. In če hočemo biti svobodni, moramo v bistvu pogledati, kako so prišla ta stikala v nas, v te programi, zakaj jih imamo v sebi, kakšen je njihov namen, kakšne so posledice tega, če dopuščamo aktivacijo teh programov. In potem lahko vidimo, da te misli in čustva služijo zgolj proizvajanju konflikta in umskih energij za napajanje uma z energijo. Zato, da nas lahko drži v stanju ločenosti od zavedanja realnosti in da nas lahko vodi, posledično pa te reakcije škodujejo nam samim oziroma našemu fizičnemu telesu ter drugim ljudem. In zato priporočamo pri naši skupini Destiny
uporabo spletnih tečajev, kot so DIP Lite in DIP Professional, na osnovi katerih se boste naučili osvobajanje, naprej prepoznavanje, ozaveščanje teh čustvenih sprožilcev, nato pa še orodja za učinkovito odstranjevanje teh reakcij iz sebe. Povezave do teh tečajev si boste lahko našli v opisu tega videoposnetka. Potem, ko se človek osvobodi teh podzavestnih čustvenih reakcij, pa obstaja še dodatno suženjstvo, dodatno omejevanje, in sicer iz strani zunanjega sistema, torej zakonodaje, družbenih pravil, delovanje denarnega sistema. Torej, kljub temu, da hodimo v službo in mislimo, da ta služba je naša zavestna odločitev, smo lahko v nekem vrsti ekonomskem suženjstvu. Kajti delati moramo zato, da dobimo denar, da si potem lahko s tem denarjem kupimo tisto, kar rabimo za svoje preživetje. Obstajajo pa ideje, zamisli, sanje, vizije o svetu, ki ga lahko nekateri imenujejo tudi utopija ali raj na zemlji. Ni važno, s kakšne besede ga poimenujemo. Gre za vizijo boljše družbe, ko nam ne bi bilo treba prisilno hoditi v službe in početi stvari, ki so nam zoprne, zato da zaslužimo dovolj denarja za svoje preživetje. In osvobajanje od tega suženjstva pa poteka z pomočjo ozaveščanja, kako deluje naš denarni ekonomski sistem. In če hočemo te stvari spremeniti, je potrebno, da se vsak posameznik začne zanimati za to, da spozna, kako deluje naša družba in denar, zgodovino razvoja, in da podpre rešitve, z katerimi lahko to suženjstvo odstranimo. In te rešitve, ki jih naša skupina Destiny predlaga, so Living Income Guarantee, LIG, oziroma zagotovljen življenjski dohodek. To je izboljšana varianta univerzalnega temeljnega dohodka, ki se za razliko od UTD-ja razlikuje v temu, da tudi predlaga določene strukturne gospodarske spremembe, zato da bi se odpravilo namerno ustvarjeno potrošništvo oziroma namerno sprogramirana kratka življenjska doba izdelkov. Tudi povezave do teh rešitev oziroma predlogov političnih si lahko najdete v povezavi tega videoposnetka. In pa seveda, ko se odpravi to notranje suženjstvo, notranji umski zapor, in ko se osvobodimo tudi zunanjega suženjstva v smislu denarnega ekonomskega sistema, vprašanje je potem, kaj storiti. Kaj potem delati za našim življenjem. In ta svoboda avtomatično za sabo potegne tudi odgovornost, odgovorno ravnanje. Kajti oblike suženjstva, omejevanja, ki jih trenutno imamo, in notranja in zunanja, so nastala kot posledica odpovedovanja osebne odgovornosti. Nastala so kot posledice naše pozabe na to, da živimo v eni realnosti, v enosti,
in da smo vsi med sabo povezani in soodvisni. Notranje in zunanje svobode ne more biti, dokler se vsak posameznik ne zaveda svoje odgovornosti, posledic svojega delovanja, svojih dejanj, dolgoročno in daljnosežno na vsa ostala živa bitja, na celotno stvarstvo. Ne more torej biti svobode, če nek posameznik noče postati odgovoren in delovati na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. V raju na zemlji bomo lahko torej začeli živeti samo, če bomo upoštevali drug drugega in delali tistemu drugemu tisto, kar bi želeli, da bi tudi drugi počeli nam, če bi bili mi v njihovih telesih, v njihovem položaju. Potrebna je empatija, vživljanje v druge, razumevanje, kako drugi delujejo, kako se počutijo, kakšne so njihove potrebe. In na ta način bomo lahko dosegli osebno svobodo in družbeno svobodo, eksistenčno svobodo, in potem bomo lahko se v polnosti izražali in uživali življenje ter dosegali izjemno velike potenciale. Vabljeni torej, da raziščete rešitve Destiny za doseganje notranje in zunanje svobode in na ta način bo lahko ta svet postal veliko lepši in prijetnejši. Nasvidenje.